Ustavno sodišče naj bi po poročanju več medijev zavrglo ustavno pritožbo Janeza Janše v zadevi Patria. Ustavno sodišče naj bi z glasovi 6 sodnikov proti 3 odločilo, da zatrjevane kršitve človekovih pravic niso izkazane s tisto stopnjo očitnosti, ki zahteva, da bi ustavno sodišče odločilo pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. S tem so Janšo torej napotili na Vrhovno sodišče. Janša bo tako v petek moral v zapor, saj naj okrajno sodišče ta teden še ne bi poslalo zahteve za varstvo zakonitosti v obravnavo Vrhovnemu sodišču. Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je bila aprila skoraj 13,5%, kar je pol odstotne točke manj kot marca in 0,1 odstotne točke več kot aprila lani. Število registriranih brezposelnih oseb se je aprila v primerjavi z marcem zmanjšalo za skoraj 3100 oseb na dobrih 123.600. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Zavoda za zaposlovanje pa se je število registrirano brezposelnih oseb zmanjševalo tudi maja in se je glede na april zmanjšalo za skoraj 4.000 ali za 3,2 odstotka. Direktor lendavske montaže je v navzočnosti predsednika stavkovnega odbora Branka Perše na sodišče v Murski Soboti vložil predlog za uvedbo stečajnega postopka. Stavkajoči delavci so zato v ponedeljek prenehali stavkati. Delavci so ostali doma, kjer bodo izkoristili presežek delovnih ur, dopust ali pa bodo na čakanju na delo. V montaži so izdelovali montažne inštalacije v stavbah in na infrastrukturnih objektih. Zaposlenih je bilo 45 delavcev, pred začetkom stavke pa jih je 9 dalo odpoved in se zaposlilo v ptujskem Tamesu. Na celjskem okrožnem sodišču so izrekli kazen Branku Mačku, ki je leta 2009 povzročil hudo prometno nesrečo na avtocesti pri Arji vasi. Sodnica ga je obsodila na 7 let in 4 mesece zapora. Mačku so ponovno sodili, potem ko je Vrhovno sodišče prvo sodbo razveljavilo. Tokrat mu tožilstvo ni očitalo predrzne vožnje z naklepom, ampak povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. Branko Maček je vozil pijan in v napačni smeri, ob trčenju pa so umrli 3 mladi ljudje. Ob hudi prometni nesreči policijskega kombija na štajerski avtocesti minuli teden generalna policijska uprava napoveduje še več nadzora nad tovornimi vozili. Že po načrtovanih aktivnostih policija vsak mesec na 4 različnih policijskih upravah opravlja poostren nadzor na avtocestah, tako da promet usmeri skozi počivališča in opravi selekcijo vozil. Iz statističnih podatkov je razvidno, da so tovorna vozila vpletena v približno 10% prometnih nesreč na slovenskih cestah. Lani je policija ugotovila okoli 32.000 kršitev, ki so jih storili vozniki tovornih vozil, kar prav tako predstavlja okrog 10% vseh ugotovljenih kršitev. Najpogosteje so tovorna vozila preobremenjena in tehnično neizpravna, vozniki ne upoštevajo določil o času trajanja vožnje in obveznih počitkih ter manipulirajo s tahografi. Kazni za naštete prekrške se gibljejo od 40 do 24.000 evrov. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v severni in zahodni Sloveniji občasno delno jasno. Predvsem v vzhodni Sloveniji bo občasno možen rahel dež. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod vzhodni veter. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Proti večeru se bo zjasnilo. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Zaposleni v športnem centru Pohorje bodo na izplačilo večjega dela aprilske in celotne majske plače počakali do naslednjega tedna. V Slovenski Bistrici bodo prihodnje leto začeli z izdelavo svojevrstnega ekološkega plovila za 2 osebi. Na ptujski osnovni šoli Mladika pripravljajo tudi hrano ekološkega izvora, v kuhinji se znajdejo tudi njihovi učenci. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.